Obuditvi spomina na življenje in delo pred 90 leti v Kamniku rojenega kiparja, risarja, ilustratorja in nenazadnje tudi pesnika Jakoba Savinška je bil posvečen zadnji domoznanski večer v novomeški knjižnici Mirana Jarca. Vsestranski umetnik Jakob Savinšek, čigar življenje so močno zaznamovali vojna, koncentracijsko taborišče Gonars, nekajmesečno bivanje v zaporu na Ljubljanskem gradu ter tudi poosvoboditveni zapor sodi med največje talente med slovenskimi kiparji po drugi svetovni vojni. Savinšek je bil dejansko prvi, ki je resno in res zagnano in študijsko začel pristopati to mejo k sodobni moderni umetnosti, skulpturi in ki je v bistvu prvi bil tudi najbolj vnet iskalec, ne. In prvi, ki je dejansko potem konec 60-ih let dejansko izvedel ta, ne edini, ne, ampak dejansko najbolj dosledno ta prehod v abstraktno geometrično plastiko, ne. Vsestranskega umetnika, ki se je po končanem študiju strokovno izpopolnjeval v številnih evropskih državah, je smrt doletela med umetniškim ustvarjanjem na simpoziju v Nemčiji. Kljub dejstvu, da je umrl star komaj 39 let, je ustvaril izjemno obsežen in bogat opus. V bistvu je komaj leta 1945, ko je bila ustanovljena Akademija za upodobljajočo umetnost v Ljubljani, torej se vpisal na akademijo v prvi generaciji študentov. In takrat je bil seveda že nekoliko starejši kot ostali, ne, čeprav so vsi, ne, tudi pri drugih se je ta vojna izkušnja malo zamaknila njihovo akademsko izobraževanje, ampak verjetno je tudi zaradi tega občutka zamujenega, ne, Savinšek vedno nekako tako hlepel in tako intenzivno, kreativno ustvarjal in potoval po svetu, da je dejansko v teh dobrih 10-11 letih po akademiji pa do njegove smrti ustvaril res izjemen, ogromen opus, ne. Savinšek, velik individualist, se je najraje gibal v intelektualno-umetniških krogih pesnikov, igralcev in pisateljev, medtem ko se z ostalimi kiparji tistega časa ni povezoval v skupine, čemur je bržkone botrovala tudi velika konkurenca pri javnih naročilih, ki so bila v tistih časih pomemben vir dohodka. Z njegovimi prepoznavnimi kipi in spomeniki sta poleg številnih drugih slovenskih krajev močno zaznamovana tudi Novo mesto in Bela krajina. Savinšek je dobil veliko javnih naročil za te javne spomenike, predvsem spomenike NOB, seveda pa tudi spomenike raznih znanih Slovencev. Če govorimo o Novem mestu, je seveda tukaj kip Talca in pa kip Pesem o svobodi, ne, v okviru nove ureditve novomeških vrat arhitekta Marjana Mušiča. Potem je tukaj tudi v istem sklopu tudi portret Borisa Kidriča in pa Franca Rozmana Staneta. Potem, če govorimo malo širše, recimo v znanje pomemben je spomenik na Gričku pri Črnomlju, spomenik NOB, ki ga je v bistvu dokončal ravno leta 1961. Torej tik preden se je potem že zelo bolan in izčrpan podal na ta zadnji simpozij v Kirchheim v Nemčiji, kjer je tudi umrl, ne. Avtor številnih portretov sodobnikov, denimo Božidarja Jakca in Otona Župančiča, pa je hkrati nekoliko manj znan po svoji literarni zapuščini, poeziji, ki sicer ne dosega ravni njegovega kiparstva oziroma tistega obdobja. Pomemben vir navdiha v njegovi poeziji sta narava in ljubezen, v pesmih pa je vse skozi močno prisotna tudi slutnja zgodnje smrti. Zdaj, treba je razlikovati pravzaprav dve fazi v njegovem literarnem ustvarjanju. Prva je ta faza, ki je nekako zaključena s koncem druge svetovne vojne, ali pa morda recimo z letom 1848-49. Po letu 1950, pa kot sem že omenil, ne, gre zelo pogumno tudi v te modernistične vode. In tukaj moram povedati, da je pa izrazit novotar.
v tem prostoru. Namreč treba je vedeti, kaj se je takrat v našem tem literarnem prostoru dogajalo. Tukaj smo imeli ta vpliv intimizma v liriki slovenski, medtem ko je pa on zelo pogumno stopil na pot modernizma. Ne samo v tej svoji formi, ki je podobna morda na nek način, kot je bila ta njegova forma v kiparstvu, ampak tudi v samem, kako bi rekel, duhovni strukturi te poezije. Obiskovalci so sicer ob Savinškovih prisluhnili še recitacijam pesmi Mile Kačič, njegove življenjske sopotnice v interpretaciji Vanje Štrasner-Kastelic. In če vse, kar imenujemo življenje, so le sanje, potem bi hotel tebe uplesti.